Živela vsi narodi, ki hrepeni dočaka dan. Na koder sonce hodi, prepiri sveta popregnan. Na rojak prosbo vsak, ne vrakle sosed pomejak. Na rojak prosbo vsak, ne vrakle sosed pomejak. Lepo pozdravljeni učenci, učitelji, drugi strokovni delavci šole, gospa ravnateljica Brigita Smogavec in pomočnica ravnateljice gospa Sabina Golež. Naša majhna deželica to leto praznuje že 3-krat po 10 let. Pred 30 leti, 25. junija leta 1991, se je Slovenija odcepila od Jugoslavije. Sprejeta je bila deklaracija o neodvisnosti Slovenije in temeljna ustavna listina o samostojnosti, kar pomeni, da je Slovenija postala samostojna in neodvisna država. Učenci 4. razredov nam bodo prebrali nekaj misli o Sloveniji, ki so jih strnili posebej za ta praznik. Že 30 let je samostojen naš svet. Slovenija je to, veselimo se z njo in vsakdo, ki tu živi, se ničesar ne boji. Vse leto smo čakali na ta dan, pa je le prišel končno k nam. Spomnimo se na spomine se in naj se zabava prične. Svobodna, ljubeča, občudujoča, veličastna, enakopravna, naravna, idealna, junaška, ambiciozna. Slovenija najlepša dežela je. Reke, gore, morje in čudoviti ljudje. Slovenija dosti rastlinja ima, saj so čebele tukaj doma. Mogoče res prav mali smo, ampak šole zagotovo odlične so. Vse to naša Slovenija je, imejmo prav odlično zdaj le se. Slovenija je moja rojstna država. Res je, da je stara šele 30 let, a v njej sem se rodil. Ima vse, gore, reke, morje, jame in gozdove. Slovenija bo vedno moja rojstna država in bo vedno starejša od mene. A se počuti svobodno, Špela? Ja, Ko je Slovenija pred 30 leti postala neodvisna, lahko rečemo, da je postala svobodna, saj smo Slovenci sami začeli krojiti svojo usodo. Morda veš, kaj se je dogajalo pred 30 leti, ko se je Slovenija želela odcepiti od Jugoslavije? Kako se je vse skupaj sploh začelo? slišala sem nekaj o pekarskih dogodkih, vendar ne vem natančno, kaj naj bi to bilo. Pred 30 leti, 23. maja 1991, so se v Peklah pri Mariboru zgodili pekarski dogodki, ki predstavljajo pomemben mejnik v procesu slovenskega osamosvajanja. Slovenija je v skladu s svojimi osamosvojitvenimi koraki sprejela odločitev, da v jugoslovansko ljudsko armado ne bo več pošiljala slovenskih nabornikov, temveč jih bo usposabljala sama. V 710. učnem centru teritorialne obrambe v Peklah se je počelo usposabljanje prve generacije nabornikov v samostojni Sloveniji. Jugoslovanska ljudska armada je večkrat zahtevala zaprtje obeh učnih centrov v Peklah in na Igu. Maribor
mariborske vojašnice je poslala več posebnih oddelkov z oklepnimi vozili, v bližino Peker pa je začela pošiljati izvidnike. Napetost se je stopnjevala in je dosegla vrelišče 23. maja 1991 po incidentu z 2 izvidnikoma jugoslovanske vojske. Z nami je gospod Ernest Anžel, ki nam bo povedal, kaj se je dogajalo 23. maja 1991 pred učnim centrom v Peklah. Izidor je to res lepo povedal, vendar še vedno ne razumem, kaj je Jugoslovanska ljudska armada, kdo so naborniki in kaj pomeni učni center. Jugoslovanska ljudska armada je bila jugoslovanska vojska, za katero so se usposabljali tudi slovenski vojaki. Naborniki so zdravi polnoletni fantje, ki so bili dolžni služiti vojaški rok. V učnem centru v Pekrah so se takrat začeli slovenski fantje, naborniki, usposabljati v vojake za slovensko vojsko. Kar zapleteno se sliši, kaj ne? Veš kaj? Povabiva Kajo, ki nas bo popeljala v čarobnost davnih časov, ko so na svetu živele res velike živali. Špela, kakšno povezavo imate z osamosvajanjem Slovenije njeno obletnico? Zaupaj mi. Bilo je pred davnimi časi, ko so na svetu živele res velike živali, raznovrstni zavri. Med njimi so bile seveda tudi velike kokoši, kokozavri. Kokoši so bile zelo zvedave in so veliko potovale po svetu. Njihovo prijazno kokodakanje je bilo slišati skoraj povsod. Daleč naokoli. Iskali so najlepše kotičke sveta, kjer bi lahko gnezdile in bi bilo odlične hrane na pretek. Tako je naneslo, da je ena izmed teh kokoši, kokoška Fani, nekega dne odkrila še popolnoma neraziskan del sveta. Bil je čarobno različen od vseh drugih kotičkov, kar jih je videla od tedaj. Na dosegu njenega koraka je bilo vsega v izobilju. Pogled je segal od visokih belih vršacev, preko cvetočih travnikov, čez zelene griče in doline, pa vse tja do morja. Slišalo se je ptiče petje iz mogočnih gozdov, žuboreli so bistri studenci, šumeli divji slapovi, vile so se smaragdno zelene reke, ki so mestoma počivale v tihih jezerih. In koliko slastne hrane je bilo tu na voljo, pravi raj na zemlji. Kokoška Fani si je nemudoma prav tu uredila svoje kokošje gnezdo in se košato ulegla ven. Kaj se je zgodilo potem? Ne vemo natančno. Znano pa je, da je na tem mestu, kjer se je kokoška ugnezdila, ostal njen odtis. Zato ima ozemlje Slovenije še dan današnji podobo kokoške. Ti darujem, kar imam, roki, glavu, srce, otrok sem še in kar ti dam, dar majhna je za te. Gotovo več
več bi dal ti rad, pa majhen sem sedaj, sedaj, in še preslab in še premlad, da bi veljal ti kaj. Svobodna kot ptica, ljubezniva kot moja mama, očarljiva kot najlepša dama, veličastna kot zlati prinašalec, enakopravna kot sošolci v razredu, izjemna kot gepard, junaška kot čebela in ambiciozna, ker nam vse uspe. V vsakem primeru te ljubim, Slovenija. Hvala Katarini in Aleksaju. Lepo, kaj ne? Pa se vrnimo nazaj k nedavni slovenski zgodovini, k osamosvajanju. Torej, ker Slovenija ni želela pošiljati fantov v jugoslovansko vojsko, le tej to ni bilo všeč in zato je učni center želela zapreti, a ji ni uspelo. Prisluhnimo brigadirju gospodu Ernestu Anželju, kaj se je dogajalo 23. maja 1991 in kako se je vse skupaj začelo. Vojaki so ugrabili poveljnika teritorialne obrambe Vladimirja Miloševića. Kakšna je bila reakcija prebivalcev Maribora in Pekrčanov? Torej, jaz sem bil sam v obrambi učnega centra in mi o tem, da so našega poveljnika v bistvu ugrabili, nismo vedeli. To smo slišali šele kasneje preko radijskih valov, predvsem preko Radija Maribor, ampak na nas v bistvu to ne vplivalo. Mi smo bili takrat že dobrih 9 ur v obkolitvi in smo ostali na svojih položajih. Kar se pa tiče Pekrčanov in Mariborčanov, je pa seveda zadeva izjemna. Jugoslovanska armada oziroma njen vrh je pričakoval, da se bodo Mariborčani postavili na njihovo stran. Zgodilo se pa ravno obratno. Mariborčani so masovno prišli braniti svoj učni center, blokirali so vojašnice v Mariboru in seveda ukazali vso nestrinjanje z početjem jugoslovanske armade v tistem času. Lepo je vedeti, da so Mariborčani stopili v bran svojim rojakom v Pekrah in se niso ustrašili močne jugoslovanske vojske. Bravo! Jaz bi rodil se kot Juma Buana in ti bi bil mali Miha Spržana, ti bi bil bel s pleničko in pižamo, jaz pa ves črn bosih nog in z banano. Če bi se rodila narobe obratno, svet bi enak bil, nebo pa enkratno. Včasih bi pela na ni na na na, drugič pa džambo, džambo buana. Na ni na na na, džambo buana. Na ni na na na, džambo buana. Na ni na na na,
banana, jumbo banana. Slovenija je naša domovina. V njej smo se rodili in v njej živimo. Naša domovina praznuje že 30. obletnico. Zakaj je ne bi potem praznovali z večjim veseljem kot lani? Vsi smo srečni, da živimo v taki državi, da imamo dostop do pitne vode in svežega zraka. Spomnimo se vseh lepih trenutkov, ki smo jih doživeli ravno v Sloveniji, z družino in prijatelji. Slovenija je država, ki je že 30 let samostojna. Na njo smo že 30 let ponosni in za njo tudi lepo skrbimo, tako da ne smetimo. Imamo zelo veliko kulturnih ustanov, kipov in mnogo več, kot so Pokrajinski muzej Maribor, Trije angeli in še mnogo več. V njej smo se učili in odraščali. Lahko smo ponosni, da smo del te lepe pokrajine. V nadaljevanju bomo izvedeli, da pravzaprav ne gre za pekarske dogodke, pač pa za mariborski upor. Kaj pravzaprav pomenijo pekarski dogodki? Najprej bi morali eno stvar popraviti, jaz sem to že parkrat omenil. Torej, mi jih imenujemo pekarski dogodki, pa ne gre za dogodke. Dogodek je, če jaz doma ščirišče dopadem, pa si nogo zlomim, to je dogodek. Bolj bi bilo pravilno, če bi se to imenovalo mariborski upor. Ravno zaradi reakcije Mariborčanov, vseh, torej tistih, ki so se zoperstavili delovanju Jugoslovanske armade in pa nas, ki smo branili učni center. Treba se zavedati, da smo v Pekrah, kjer je bil 70. učni center, je bilo 120 vojakov na služenju vojaškega roka, na Igu pri Ljubljani pa jih je bilo 180. In dejansko so oni služili vojaški rok med tem, ko je v Mariboru bilo vsaj 4 do 5 vojašnic, v katerih so bili tudi naborniki, torej ki so služili pa v Jugoslovanski ljudski armadi. Seveda to njim nikakor ni šlo v račun, zato so na vso silo hoteli ukiniti služenje vojaškega roka, zajeti nabornike, jih odpeljati v vojašnice Jugoslovanske armade izven Slovenije, ki bi služili vojaški rok, dobiti naborno dokumentacijo. Naborna dokumentacija pa pomeni, da vsak mladenič, ki dopolni 18 let in je zdrav, je v naborni dokumentaciji zapisan kot vojaški obveznik, da lahko služi vojaški rok in lahko brani seveda svojo državo, koliko je to potrebno. In te naborne dokumentacije je bila pri nas. Seveda mi tega nismo nikakor dopustili in to je bil eden od glavnih konfliktov za pekarske dogodke, kot jih imenujemo.
Slovenija naša država je in pred 30 leti osamosvojili smo se. Od takrat je vse lepo in nič več nam ni hudo. Zelo pogumni smo bili, ko od Jugoslavije smo odšli. Zdaj v državi ni več skrbi in vsak Slovenec svobodno živi. Že 30 let je Slovenija samostojna država. Predtem je bila del Jugoslavije. Ko se je Slovenija osamosvojila, je pri nas bila vojna, ki je trajala 10 dni. Ko se je dokončno ločila, je postala samostojna država. Dan državnosti praznujemo 25. junija in je dela prost dan. Naša Slovenija ima raznoliki relief, jezera, morje, hribe, gore, ravnine, doline. Najbolj znani sta Ljubljanska kotlina in Dravska dolina, del katere smo tudi mi. Premoremo tudi nekaj velikih mest, kot so Ljubljana, Maribor, Celje, Koper in malo manjših Ljutomer, Ormož, Izola, Šentilj. Meni je najlepša Slovenija. Zagotovo je pa to generalka pred kasnejšo vojno, ki se je začela, kot veste, naslednji dan, oziroma še isto noč, ko se je razglasila samostojnost, dan državnosti, ki je pokazala nekaj, da smo Slovenci pripravljeni braniti svojo državo tudi z orožjem. In kasneje, ko je prišlo do spopadov, smo imeli 80 žrtev v vojni za Slovenijo, preko 200 ranjenih in veliko materialno škodo. Tako da je vojna za Mariborčane se začela zagotovo 23. maja ob obkolitvi učnega centra v Pekrah. For a gift, I put diamonds on your wrist. I can't buy your loving, it's never enough. I took that girl on a trip, cause we was arguing. Ever since we stopped touching, we're not in touch. I know money can't buy your love. I guess I didn't try hard enough. But we could work this like a 9 to 5. Mama told me stop play all the games. Steady throwing dollars, expect to change. But every war ends the same. Can we just make love, not war? Oh, can we just make love, not war? Oh, I solve my problems with a check. Hvala Žani, Taji in Špeli s pomembnim sporočilom. Ljubezen, ne vojna. Prisluhnimo še Sari, Eni in Lini, kako doživljajo našo Slovenijo. Učenci Aneja, Iva, Hana, Ana, Urška in Stefan nam bodo pod mentorstvom Maje Mežnarič zaplesali ljudske plese in pričarali delček starih slovenskih običajev. Na harmoniki jih spremlja Lan. Domovina mi daje občutek topline in varnosti, uči me, kako živeti v medsebojni solidarnosti. V njej se počutim srečno in svobodno in želim si, da se tudi ti podobno. Nekateri naše dežele ne cenijo, se pozabljajo, da imamo samo eno Slovenijo. Ne zavedajo se, kako škodujejo z onesnaževanjem narave, spreminjajo podnebje in vremenske pojave. Slovenska zastava je barve belo-modro-rdeče, na grbu je Triglav, nad njim pa 3 zvezde svetleče. Himna Zdravljica je pod peresom Franceta Prešerna nastala,
po notah Stanka Premrla je melodija zaigrala. Ne rečemo zaman, tjaven dan, povsod je lepo, a doma je najlepše. Zastave domovin so zelo raznolike in od slovenske ni nobene bolj plemenite. Modra, bela, rdeča, tako je vrstni red barv slovenske zastave, saj tako so se odločili pomembni ljudje slovenske uprave. Slovenski grb je v obliki ščita, ta pomeni del zgodovine, ki je že razkrita. Na grbu pod Triglavom je upodobljeno Jadransko morje, ki se razteza čez jugozahodno obzorje. Nad Triglavom so tudi 3 zvezde s 6 kraki, te prikazujejo 3 celjske grofe, že za nebesnimi vrati. Pomembna je zame slovenska zastava, raziskovanje njene zgodovine je zame prava zabava. Gospodarja ni doma, ni pa hruške jest. Gospodarja ni doma. Gospodarja ni doma, ni pa hruške jest. Gospodarja ni doma.
Slovenija je ptička, v obliki je kokoške, ima dolgo zgodovino in veliko lepih jam. Slovenija je naša Slovenija, ima veliko sreče, pomaga nam vsem. To je moja domača država. Tu sem že od rojstva in bom zavedno ostal. Kako danes obeležujemo spomin na pekrske dogodke oziroma na mariborski upor? Mestna občina Maribor, ki je danes naslednica takratne skupščine občine Maribor, je razglasila 23. maj za enega izmed spominskih dnevov. Današnji župan, torej Saša Arsenovič, za svojo skupino so v času 30. obletnice pekrskih dogodkov oziroma mariborskega upora iz 23. maja 1991 naredili celo spominske zastave. Ne vem, če ste bili pozorni, ampak takrat je v Mariboru so izhajale 3 zastave. Evropska, slovenska oziroma 4 slovenska, mariborska in pa zastava pekrskih dogodkov. Tako da se je občina poklonila tem dogodkov, tudi država se je poklonila, prišel je minister za obrambo in premier in oba sta povedala, da je v bistvu pekrski upor oziroma mariborski upor pokazal, da bo Slovenija vztrajala na svoji poti v državnost in danes imamo 30 let svojo državo. Če bi takrat v Pekrah mi klonili, če takrat ne bi bilo masovnega odpora Mariborčanov, bi bila naša pot v samostojno državnost zagotovo posejana z več žrtvami. Принеси ми руже, ki divje cvetijo, odpelji me v goro, kjer škrati živijo, pokaži mi zvezdo z mojim imenom, zaupaj mi želje z bizarnim refrenom, povabi me včasih pod okno, pripelji cigane, povej mi o sanjah, če tudi so grešne, zaupaj mi želje, če tudi so smešne, napravi to zmeraj, ne bodi kot drugi. Posta
Povej, Nadja, si vesela, da si tukaj doma? Sem zelo. Veseli in ponosni, da živijo v naši lepi podalpski deželi, pa so tudi Lana, Zala, Eni in učenci 4. razredov. Reke so čiste kot kristal, gore razprostirajo se visoko. Triglav ponosno opazuje nas zvišav kot kralj. Jezera v srce ti sežejo globoko. Mogoče je majhna res obala, a zavedno v spominu ti bo ostala. Morje čudovito je kot diamant, ki razsvetljuje na misli vsako noč in dan. Griči, hribovja, vinogradi in ravnina. Tudi to nam ponuja preljuba domovina. Zbistri se ti ko pogledaš v daljavo, in dober občutek je, ko se zlekneš na travo. Narečja slovenska so res zanimiva, kot na primer prekmurščina, ki res težka je. Slovenci se zelo radi veselijo s pomočjo glasbe in plesa, pijače, jedače, tudi šport od rok nam dobro gre. Radi bi vam zaupali, zakaj nam je Slovenija všeč. Ana, meni je všeč zaradi tega, ker je država v obliki kokoši. Hvala, da si mi to povedal. Jaz nisem to znala. A veš, da sem rodila v Dubaju, živela v Rusiji in moj materni jezik je angleški. Ana, sploh veš, kaj je kokoš? Ne. Bom ti pokazal. Koki, pridi. To je kokoš. Hvala. Živijo, Iva, ali si že brala knjigo Zmaja Direndaja? Ja, seveda, za domače branje. A veš, da se dogaja v glavnem mestu Slovenije, Ljubljani? Ja, tudi to vem. Pa veš, da je bila prva služba Zmaja Direndaja, da je stražil Zmajski most? Ja, vem. Danes Zmajski most krasijo 4 ekipi zmajev. Pa poznaš še kakšno znamenitost v Ljubljani? Pomagaj mi, ne spomnim se. Tromostovje. Tromostovje. To je znamenito in veliko arhitekturo, ki je ustvaril gospod Plečnik. Ljubljana mi je zelo všeč, ampak moj Maribor je pa še lepši. Kako je vroče. Jakob, meni pa je prav prijetno. Imam pa idejo, kam se lahko greš ohladiti. V Postojnsko jamo. V Postojnski jami živi neznano skrivnostno bitje po imenu človeška ribica. Poznamo primere, ki je zdržal 12 let brez hrane. Jaka, kako dolgo se pa sprehajaš v Postojnski jami?
Jakob, saj se ne sprehajaš, ampak se pelješ z najboljšim podzemnim vlakcem v Sloveniji. Ampak še vedno ne razumem, zakaj je ta jama tako posebna. Saj verjetno ni samo zaradi vlakca. Ne, ni, ampak zaradi človeške ribice in kapnikov, stalagnitov in stalaktitov. Pokazal si mi palce gor in palce dol. Kaj to pomeni? Ne razumem. Stalagniti rastejo navzgor, stalaktiti pa navzdol. Kaj pa, če se stalagnit in stalaktit združita? Nastane steber. Hvala. Mudi se mi, adijo. Zdravo, Jonas. Zdravo, Klemen. Načrtoval sem, da bi danes obiskala kakšno jamo. Jaz bi pa raje grad. Meni pa je še vedno vroče, bi raje šel v jamo. Jaz pa bi šel raje v grad. Kaj pa, če greva v predjamski grad? Ja, super ideja. Lahko greva celo na Viteške igre in si grad odgledava od znotraj. A veš, da je bil grad nekoč orlovsko gnezdo viteza Erazma? Jaz bom vitez Erazem! No, zdaj pa greva. Že zamuja. Zdravo, Natan. Zdravo. Zakaj si pa tako navdušen? Sobota sem jahal konja. Res? Kako je bilo? Super. Katerega konja si pa jahal? Lipicanca v Lipici. Lipica leži v obalno-kraški regiji, tam so zelo lepi travniki in gozdovi, kjer se pasejo lipicanci. Veš kaj če bi pa danes šla na piknik? Dobra ideja, pojdiva. Tijana, zakaj si tako zadihana? Ker sem bila na veliki planini. A se ji reče velika planina zaradi tega, ker je tako velika? Seveda ne, je pa res, da si je veliko pastirjev na veliki planini tam zgradilo koče. A zato, da bi bili več v naravi? Lahko bi tako rekli, pa posebej zato, da so lahko tam pasli krave, ovce in koze. Krave so moje najljubše živali, pa še zelo koristne so. Kislo mleko, skuta, jogurt. Adijo, lačen sem. Adijo. Tina, pomagaj, moj prijatelj Hans iz Nemčije pride in ne vem, kam bi ga lahko peljal. Lahko bi šla gledat labode, vinsko trto. Kaj si rekel? Vinsko trto, ki je stara 440 let, ki se nahaja v Mariboru pri reki Dravi na Lentu. Hvala, Tine. Kam pa bi ga lahko peljal na sladoled? V mesto Klastov, ki je najboljši sladoled. Hvala, Tine. Upam, da mu bo všeč in da bo si zbral dober sladoled.
Vsi dogodki okrog 70. učnega centra teritorijalne obrambe v Peklah so bili dejansko le povod za širšo in naprej načrtovano akcijo vodstva JLA proti teritorijalni obrambi in legitimnim organom Republike Slovenije. JLA je poskušala z demonstracijo vojaške sile v Mariboru poseči v miren proces osamosvajanja Republike Slovenije. Pekrski dogodki so pomemben kamen v mozaiku osamosvajanja Slovenije, ki se je začelo z 10-dnevno vojno 35 dni po Peklah. Slovenija je uspela obraniti svojo neodvisnost in vzpostaviti oblast na vsem svojem ozemlju ter doseči mednarodno priznanje in se vključiti v mednarodne institucije. Hvala Idi, Vidu in Meti za zvočni posladek. Nadja, na kaj si pa ti ponosna? Na se, na družino in prijatelje. Lahko dodam samo to. Na našem času so novi izzivi. Živimo v multikulturni družbi, v sistemu, kjer je veliko individualizma, prevladuje materializem, ampak zagotovo naš mladi rod potrebuje tudi nekaj, na kaj je lahko ponosen. Lahko je ponosen na svoje starše, lahko je ponosen na svoje mesto, lahko je ponosen na svojo šolo, na svoje sošolce, sošolke in ko vam bodo govorili, vam mladim, kar radi nekateri govorijo, da smo majhni, jih popravite. Mi nismo majhni, mi smo velik narod, samo malo številno. In zmoremo zelo veliko, če smo enotni, zato borite enotni, borite ponosni na sebe, na svojo državo, na svojo družino, na svoje mesto in v končni fazi tudi na Slovensko vojsko, ki je vaša.
To so bile še zadnjič naše devetošolke. Zdaj pa prosim gospod ravnateljico, da pride na oder. Drage učenke, dragi učenci, spoštovani pedagoški in drugi strokovni delavci in vsi zaposleni, ki nas spremljajo danes preko interneta. Danes smo slišali veliko lepih besed, kaj lepih, čudovitih besed o Sloveniji. In zato je v imenu naše šole izrekam čestitke tudi jaz. Vse najboljše za 30. rojstni dan Slovenija. In hvala ti za čudovito slovensko besedo in čudovit slovenski jezik, ki ga je dr. France Prešeren postavil na raven priznanih evropskih jezikov. In hvala ti za čudovito ljudsko pesem in prekrasne ljudske plese. Da je Slovenija pomembna, kar se tiče te dediščine, vemo vsi in smo danes o tem tudi veliko slišali. Pravijo, da se narodu, ki ima tako bogato dediščino in tradicijo, ni treba bati za prihodnost, vendar pa moramo to dediščino spoštovati tudi mi vsi mladi in najmlajši in s ponosom predajati naprej naslednjim generacijam. Danes je poseben dan, konec šolskega leta, prav posebnega leta, napornega leta. Vse veste, da nas je zaznamovala epidemija. Veliko časa smo delali od doma, pouk na daljavo, nismo se družili, bili zaradi tega tudi žalostni. Pa vendar, mogoče nekatere učne snovi nismo predelali, ste se pa naučili veliko novega, veščine v novih spletnih okoljih, uporabljati ste znali nova spletna orodja. Danes smo tukaj, vrnili smo se v šolo in upamo, da bo naše naslednje šolsko leto takšno, da bomo celo šolsko leto preživeli v šoli. Med šolskim letom ste sodelovali tudi pri številnih tekmovanjih in bili zelo uspešni v raznih programih, natečajih. Vsem tem smo vas obveščali preko šolske spletne strani. Danes pa bomo podelili priznanja, pohvale in nagrade tistim učencem, ki so doprinesli velik delež znotraj vaših oddelčnih skupnosti in k ugledu naše in vaše šole. Čakajo vas težko pričakovane in prislužene počitnice. Uživajte v njih, bodite razigrani, veseli, nagajivi in vrnite se v šolo nazaj polni elana in moči. Danes, v tem trenutku, bi se rada zahvalila še vsem nastopajočim in sodelujočim. Sedaj pa vabim pomočnico ravnateljice Sabino Golež, da mi pomaga pri podelitvi pohval, priznanj in nagrad. Dragi učenci, pohvale prejmejo Samuel Luka Bridges, in sicer za motivirano, dosledno in natančno upravljanje šolskih obveznosti v času pouka na daljavo. Pridi, Samuel. Pohvalo prejme tudi Gal Obržan za prizadevno delo in pomemben prispevek k ugledu šole. Prav tako prejme pohvalo Tine Bauman za zelo lep odnos do sošolcev in učiteljev. Pohvalo prejme tudi Aleksej Mikuš za prizadevno delo na čustvenem področju in spoštljiv odnos do sošolcev. Lan Zorec prejme pohvalo za prispevek na šolskih nastopih in proslavah. Martin Marušič prejme pohvalo za pomemben prispevek pri ugledu šole. Aleksej Mikuš smo malce zamenjali pohvale, nič zato malce nam dela težav tudi tema pod odrom. Torej, Lan Zorec je že prišel, Martin Marušič je tudi že prišel.
A manjka, prav. Eva Mlinar prejme pohvalo za vsestransko pomoč v razredni skupnosti. Jani Regvat prejme pohvalo za pomemben prispevek pri ugledu šole. Ivana Ela Roškar prejme pohvalo za pomemben prispevek pri ugledu šole. Zala Črvek pohvala za vsestransko pomoč v oddelčni skupnosti in vestnost pri šolskih dejavnostih. Prav tako Sara Gerbec za vsestransko pomoč v oddelčni skupnosti in vestnost pri šolskih dejavnostih. Pa še Naja Matejek za vsestransko pomoč v oddelčni skupnosti in vestnost pri šolskih dejavnostih. Anđela Stepanovič prejme pohvalo za vsestransko pomoč v oddelčni skupnosti in vestnost pri opravljanju nalog predsednice razreda. Izabela Vesel prejme pohvalo za vsestransko pomoč v oddelčni skupnosti in pomemben prispevek k ugledu šole. Nikita Panič prejme pohvalo za delo v oddelčni skupnosti. In Liu Džaj pohvalo za vestno opravljanje šolskih obveznosti in vzoren odnos do šolskega dela. Sledijo priznanja. Aljoša Bauman prejme priznanje za prizadevno delo in vsestransko pomoč v razredni skupnosti ter za lep odnos do sošolcev in učiteljev. Prav tako prejme Zoja Fijavš-Kumer priznanje za prizadevno delo in vsestransko pomoč v razredni skupnosti ter za lep odnos do sošolcev in učiteljev. Neža Čahuk prejme priznanje za prijazen odnos do sošolcev in nesebično pomoč pri šolskem delu. Jan Jankulja priznanje za vsestransko pomoč v oddelčni skupnosti. Prav tako prejme priznanje za vsestransko pomoč v oddelčni skupnosti tudi Nikolaj Novak. Martina Trstenjak prejme priznanje za prijazen odnos do sošolcev in za nesebično pomoč pri šolskem delu. Priznanje prejmeta tudi Jošt Daj Ozmec in Lili Klipšteter, oba za delo v oddelčni skupnosti ter za lep odnos do sošolcev in učiteljev. Sedaj pa so na vrsti še nagrade. In sicer nagrade prejmejo Svit Volčanšek za prizadevno delo ter vsestransko pomoč v oddelčni skupnosti in za pomemben prispevek k ugledu šole. Valentina Mlinar prejme nagrado za nesebično pomoč sošolcem in trud za dobre medsebojne odnose. Lucija Marinšek prejme nagrado za nesebično pomoč sošolki ter lep odnos do sošolcev in učiteljev. Mija Grilič prejme nagrado za izjemen trud pri medosebnih odnosih v razredu. In pa še Alen Križman, Alen pa prejme nagrado za prizadevno delo in za vsestransko pomoč v oddelčnih skupnosti in šolskih dejavnostih. Vsem iskrene čestitke.
Hvala gospe ravnateljici za lepe želje. Na saksofon nam je zaigrala Sara, ki je s svojo melodijo počastila obletnico rojstva naše države. Ne pozabimo, bodimo ponosni nase, na svoje sošolce, šolo, starše in na našo lepo domovino. Uživajte počitnice in se vidimo septembra.